Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes je z nami avtorica Ana Marvan, s katero bomo spregovorili o novem prevodu njenega romana z naslovom Lipič. Ana je slovenski publiki že poznana po romanu Zabubljena in po knjižici Krota, za katero je prejela prestižno literarno nagrado Ingeborg Bachmann. Roman, o katerem bomo govorili danes, je najprej šel leta 2019 v nemščini. To je tvoj romaneskni prvenec bil in me zanima, kako to, da je nastajal v tujem jeziku, ker potem naslednji roman, ki si ga objavila, Zabubljena, in ki ga tudi poznajo naši bralci, je nastajal v slovenščini. Prvenec sem napisala v nemščini, ker se mi je zdelo, da sem na začetku rabila eno distanco, ko sem jo pridobila skozi tuji jezik, v bistvu do jezika, do pomena besed. Opazila sem, da lahko v nemščini kakšne besede, ki so zame v slovenščini neizgovorljive, precej lažje napišem, rečem in paradoksno sem dobila skozi tuji jezik večji besedni zaklad. Okej. Mogoče, če malo spregovoriva o glavnem protagonistu tvojega romana. Lipič je tak zaprisežen samotar, nekako se zapre pred svetom, da bi dokončal filozofsko delo, ki ga piše, potem pa to njegovo osamo zmoti prihod njegove sosede, s katero se zapleteta v nekakšen odnos. Zanima me, glede na to, da na začetku vse kaže na to, da Lipiču pravzaprav ne odgovarja prihod te ženske v življenje, njegovo, ker je tak ljudomrznačni, se ima za volka samotarja. Kako si zasnovala ta ljubezenski zaplet? Zame v bistvu ljubezenski zaplet niti ni v ospredju romana. Hotela sem predstaviti človeka, ki je naveličan soljudi in sveta in se odloči zapustiti družbo. In v bistvu kaj vse mora izpolniti za to, da se to sploh lahko zgodi. Najprej, ker se ni v bistvu tako težko lahko loči tudi družbe. Če dam še enkrat primerjavo z jastogi, ki jo uporabim tudi v romanu, če me nekdo iz akvarija pokuka čez rob, ga kolegi potegnejo za rep nazaj. Ampak najde način, kako se odtrgati od te družbe, in hotela sem pokazati, kako nemogoče je v bistvu potem zdržati v samoti, ker človek je konec koncev le družbeno bitje, in zanimal me je ta proces ponovnega spletanja mrež in ponovnega pletenja niti, ki se mu ni mogel izogniti, ne glede na to, koliko si je prizadeval. Če se majčkeno ustaviva tukaj, ko si omenila o tem, da je ta izstop iz družbe zelo težek. Lipič je samotar in to me je majčkeno spomnilo tudi na protagonistko tvojega romana Zabubljena, ki je tudi na neke vrste samotarka in se tudi želi odstraniti iz družbe. Kako to, da te toliko vznemirja ta lik nekoga, ki se odloči, da bo izstopil iz družbe, da bo sam, da bo otok? Kako to, da te takšni liki toliko privlačijo? Jaz v bistvu se nisem toliko zavedala, da je samota simptom mojega dela, ker vedela sem, da ima vsak avtor neko temo, ki ga obsesivno zasleduje, ampak nisem vedela, da je moja tema samota. Potem šele, ko sem z neko distanco pa prek pogovora z ostalimi pogledala vsa svoja dela, sem opazila, da je to res osrednja tema, ki se vedno znova pojavlja, ampak vseeno se mi zdi, da so to različne samote. V Zabubljeni, na primer, se mi zdi, da je bila samota značajsko pogojena. Rita si niti ni želela biti osamljena in si vedno znova prizadevala navezovati stike s soljudmi, ampak njen značaj tega ni dopuščal. V Kroti, če še omenim Kroto, je bila osama pogojena enostavno mogoče malo s pandemijo, ampak predvsem z lokacijo, ki je bila zelo odročna. Lipič pa je edini, ki je res ljudomrznež in ki si prizadeva pretrgati stike. Tako da bi rekla, da je to vse. Mislim, da imamo na splošno veliko premalo besed in samota za vse te tri zelo, zelo radikalno različne načine bitja se mi zdi mogoče preveč pavšalno zastavljeno.
Ampak imaš absolutno prav, ja, samota je osrednja tema vsega, kar pišem. Me pa zanima, kako se bo zdaj spremenilo to, ko se tega zavedam. Mislim, da čim se človek zave svojega simptoma, se avtomatično nekaj premakne. No, saj to me napelje na moje naslednje vprašanje. V enem intervjuju si dejala pred kratkim, da si mnenja, da mogoče tudi avtorjeva interpretacija lastnega dela ni vedno tista, v narekovajih, prava interpretacija. Tako da me zanima, zdaj si omenila, da si v bistvu dobila določene odzive, tako najbrž sklepam strani bralcev in kritikov, recimo o tem, kar sva zdajle govorili. Tako da kako bralski odzivi spreminjajo način, kako ti doživljaš svoja dela? Ja, je zelo širok diapazon, včasih se počutim mogoče nerazumljeno, ampak to bi mi moralo biti vseeno. Včasih se mi zdi, da je bralska izkušnja popolnoma identična z mojim namenom. Včasih, in to so pa najlepši trenutki, pa dobimo od bralca odziv, ki dopolnjuje moje delo ali pa ga pokaže v neki drugi luči. In povzroči, da sama drugače začnem gledati na stvari, ali pa da opazim stvari, ki so res izšle očitno iz mojega nezavednega. Recimo, ena študentka me je omenila, da je zabubljeni motiv okna zelo pogost. Rekla pa je, da okno nikoli ne izpolnjuje svoje funkcije. Ali je previsoko, ali umazano, ali nekaj zastira pogled, recimo drevotik pred njim. In če sem hotela s tem motivom signalizirati nezmožnost spoznavnosti. In to se mi je zdela zelo globoka interpretacija in seveda bi se strinjala z njo, ampak je izšla popolnoma iz mojega nezavednega. In ta motiv niti ni bil nameren, kar me je pravzaprav zelo veselilo. Zdi se mi, da tisto, kar je najbolj vredno na umetniškem delu, da niti ni mogoče namerno. A se ti zdi, da je literatura eno privilegirano okolje, v katerem lahko opazujemo odnose med ljudmi? Namreč tvoj roman veliko govori o medčloveških odnosih in zelo podrobno analiziraš in zelo v bistvu slikovito in globoko prikažeš odnose med ljudmi. Kako ti to uspe? Ja, najbrž je to tako kot vsako stvari, če ji posvetiš veliko časa, potem postaneš hočeš nočeš ekspert. In jaz sem vedno z velikim veseljem opazovala ljudi. Zanimale so me vedno v bistvu malenkosti, podrobnosti in stvari, ki niso očitne na prvi pogled, in vedno me je zanimalo tisto, kar se skriva za besedami. Zdi se mi, da skrivamo tako namerno kot nenamerno. Nenamerno pač zaradi nezadostnosti jezika, namerno zaradi najbrž družbenih konvencij. Ampak tista plat za tančico me je vedno najbolj zanimala. Ja, pogled na male stvari se mi zdi zelo, zelo pomemben. Z Lipičem pač mogoče še to omenim, sem hotela zbrati vse male človeške zlobice, ki sem jih opazila pri ostalih in pri sebi, ker ko sem pisala ta roman, v bistvu sem bila prepričana, da smo vsi bolj ali manj enaki in da če pogledaš vase, da vedno lahko najdeš neki skupni imenovalec. In zbiranje teh malih zlobic me je, zlobica mogoče niti ni primeren izraz, neprijetnosti. Zbirka me je na koncu zelo veselila in glede, če se mogoče navežem na tvoje prejšnje vprašanje,
dejstvo, da dobivam od bralcev toliko povratnih informacij glede Lipiča, češ, da se najdeli v njem in da so imeli občutek, da opisujem njih in da sem dobila to informacijo od toliko različnih ljudi, me, me je potrdil v mnenju, da mislim, da sem izgubila nit, ampak mislim, da je jasno, kaj sem hotela povedati. A lahko naredim kar piko tukaj? Seveda, absolutno. Se strinjam drugače, jaz sem se tudi zelo poistovetila z njim, čeprav v nekaterih trenutkih mogoče bralcu celo majčkeno gre na živce ali pa si misli, joj, zakaj pa je zdaj storil to in to, ampak se mi zdi, da absolutno ni antagonist, ampak protagonist, nekdo, s katerim stkemo zavezništvo, ko beremo in smo na njegovi strani, vsaj jaz sem to tako občutila, a ne. Tako da mogoče še sem želela te vprašati, v knjigi citiraš vers Mile Kačič, od rojstva se zavijaš v tisočero niti, pa nikoli ne boš metulj. In meni se je zdelo, da se to močno povezuje z to Lipičevo željo ali pa mogoče nekim hrepenenjem, da bi se lahko spremenil, da bi bil nekako bolj prilagojen ali pa da ga pravzaprav na nek način moti, kako se okolica do njega obnaša, oziroma da si želi, da bi mu bili te stiki z ljudmi nekaj, kar bi mu enostavno bilo bolj naravno ali pa lažje zastkati. Se mi pa zdi, da je to zelo težka naloga preobraziti samega sebe, ampak a je tudi o tem tvoj roman, v bistvu o tej napetosti med tem, da se želimo spremeniti, pa hkrati ostati zvesti svoji naravi? Ja, o tem v eni pasaži prav konkretno govorim, da definiram soljudi kot tisto, kar nam preprečuje spremembo. Zaradi tega, ker čutimo neko obveznost do te konsekventnosti, da ni preveč abruptnih sprememb, ker se zavedamo vedno tujega pogleda na sebi. In glede na podobo, ki jo imajo ljudje o nas, prilagajamo tudi svoje dejanja, če nočemo izpasti nenormalni. In ja, absolutno se Lipič počuti ujet v samega sebe, ampak on to definira kot ujetost v družbo. In ja, mogoče pa nezmožnost pristnega spletanja stikov z ljudmi je tudi ena od osrednjih tem. Konec koncev sem dala naslov v nemškem jeziku Krog suhe južine, ker je suha južina, recimo pajkovec, ki ne zna spletati mrež, samo nit lahko proizvede in Lipič je zmožen proizvesti nit, včasih celo rdečo, mreže pa mu ne uspe splesti, ne glede na to, koliko se prizadeva. Še eno tako opažanje, Lipič pred svetom beži v pisanje, v svojo knjigo, v teorijo, je zelo analitičen človek. Podobno tudi Rita, protagonistka tvojega romana Zaobljubljena, je tudi pisateljica in tudi na nek način beži v svet besede in literature. Umestiš svoje like v ta svet literature, kamor bežijo pred svetom, ker je to zavetje, ker je to nek neomadeževan kraj, kamor se lahko v sodobnosti zatečemo, da smo nekako varni pred drugimi, tudi pred sočlovekom konec koncev. Ja, v bistvu se mi zdi literatura, pa ne bi zdaj definirala književnosti splošno, kakor da je to njena funkcija. Mislim, da ima veliko drugih funkcij, ampak ena od značilnosti je sigurno spoznavanje sočloveka brez interakcije. Se pravi, človek lahko samo sprejema, ni mu treba reagirati, ni mu treba vrednotiti stvari. In to popolno sprejemanje se mi zdi v bistvu zelo hkrati človekoljubno in hkrati solipsistično. In ta paradoks me vedno navdušuje. V katerem delu snovanja likov najbolj uživaš, oziroma v katerem delu snovanja knjige ali pa pisanja najbolj uživaš? V bistvu je največji užitek v trenutkih, ko imam občutek, da
se liki zoperstavijo moji strukturi in da moram zapustiti plan, za katerega sem se odločila, in da začnejo rasti organsko. Takrat imam občutek, da sem na pravi poti, ko skrenem z začrtane poti. Krasno. Mogoče še sem te želela vprašati. Ja, v romanu nekje zapišeš, vsi vemo, da se nas dotakne samo laž, resnica pa, ki je močnejša, nas takoj stre. In to se mi zdi en tak izjemno močen stavek. Kje lahko najdemo to, a je resnica, ali je možno najti resnico vse v popolni osami, ali na nek način v bistvu vedno moramo potem seči proti svetu? Ja, jaz mislim, da čim je prisotna interakcija, je laž neizogibna. Zdi se mi tudi zelo povedno, da v nobeni religiji ni prepovedano, ne, tudi v 10 zapovedih. Nobena od 10 zapovedi ne prepoveduje laži. In iskanje resnice se mi zdi nujno, ampak nemogoče. Torej, Ana, najlepša hvala, da si se nam lahko pridružila in odgovorila na ta vprašanja, in vabim vse poslušalke in slušatelje k branju romana. Hvala. Hvala. Beletrina v živo.